Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav s Fazanerije. Pred nami je prva nedeljska tekma tega sicer zgoščenega razporeda v nedeljo v 7. krogu prve slovenske nogometne lige. Mura gosti Primorje, ekipi, ki zaenkrat nista zadovoljni s točkovnim izkupičkom, pred reprezentančnim premorom pa želijo to eni in drugi popraviti. Vidimo, da se navijači počasi zbirajo, Mura bo tudi tokrat, kolikor je napovedano, brez tiste svoje najglasnejše podpore, kajti še naprej se seveda urejajo tribune na tisti strani, kjer so domači navijači. Težka podaja za Kovtra, tu jo je skupil Klemenčič, akcija pa gre naprej. Wiesinger ima priložnost, Wiesinger in gol! Druga minuta, tu je popustila obramba Primorja, tudi nekaj sreče za črno-bele, ampak Wiesinger je potem vse storil za res odlično v kazenskem prostoru Primorja in ugnal Denisa Pintola ter zadev za vodstvo Mure. Sanjski začetek za črno-bele. Ni nekih protestov pri Ajdovcih po kakršnem koli prekršku ob tisti pridobitvi žoge. Tule vidimo morebitna nevarna igra, ampak vmes se je nadaljevala akcija in Wiesinger je krasno zaključil, ko je takole dobil podajo v prostor strani Antolina ter zadev za 1:0. Krasno preigravanje, na tleh je bil Gašper Petek, ki se mu je zavrtelo v glavi. Wiesinger pa je ugnal Denisa Pintola v tisti zadnji akciji na začetku, ko bi lahko Mura hitro krenila v protinapad. No in tule zdaj napaka, Antolin pa jo popravlja, ampak le za nekaj trenutkov. Priložnost ima Kadrič, priložnost za izenačenje in 1:1. Ni prepovedanega položaja, 10. minuta. Haris Kadrič dviga strelsko formo, potem ko je zadev na pokalni tekmi, je tu zdaj izkoristil super situacijo, v katero je prišel najprej po veliki neumnosti v Murini igri, ko so domači imeli vse pod nadzorom pa zapravili posest. Zdelo se je, da je Antolin napako popravil, ampak obramba Mure vendarle ni bila dovolj čvrsta. Videli bomo, kako je Antolin žogo odbil, potem pa premalo odločnosti in na koncu je do žoge prišel, oziroma do soočenja z vratarjem prišel Kadrič ter zadev mirno, žogo podal praktično v desni spodnji kot za 1:1. Bešir tisti, ki je upisal asistenco. In samo 8 minut so vodili domačini. Anđelković umirja svoje varovance. Petek in Fogec. Tokrat hitro Fogec v kazenski prostor. Kako atraktivno Kadrič na pravem mestu Raduha. Demirović v prečko. Ja, jabolko ne pade daleč od drevesa, to se je tu potrdilo. Sijajen strel, prečka pa je rešila Raduho. Murić v kazenski prostor, Bobičanec, kakšna reakcija Pintola. Ja, ni druge rešitve kot ta podaja nazaj, tako da znova Žan Flis proleta. Korošec in Antolin kar visoko v napadu, podaja proti Wiesingerju, ki bo dovolj hiter. Bobičanec! Krasna akcija za Muro, ki v 37. minuti vodi. Kako vroč je Bobi ob povratku v črno-beli dres, priča tudi to, da je znova zadev. Torej 2:1, fantastična akcija. Mat v 3 potezah, lahko rečemo, podaja na desno, potem pa podaja pred gol strani Wiesingerja. Videli bomo vse skupaj v ponovljenem posnetku, kako je lahko nogomet enostaven, potrjuje ta napad. Visoka podaja proti Wiesingerju, ta pa je zavrnil žogo, našel Bobičanca. In to je zagotovo zadetek, ki kandidira tudi za najgol v naši priljubljeni rubriki v oddaji Pod prečko.
Krškom Kolumbijec, ampak Primorje pri žogi nadaljuje z napadom. Demirović. Demirović, ali lahko pride do strela? Da, Demirović in obramba Florjana Raduhe. Zdaj prav vse zanima, kaj si bo ogledal Matković. Torej, to vlečenje za dres, še preden je žoga šla v igro. Videli smo že eno podobno situacijo v tej sezoni. Ja, Kouter je prejel rdeči karton. Tam potem tudi Jermol v pogovoru s sodnikom, torej 60. minuta, domači ostajajo brez Koutera. Podaja proti bližnji vratnici do odbite žoge Petrović, pa atraktivno škaricami do zaključka. Wiesinger ostaja 2-1. Zdaj kar z dvema manj črno-beli, ali lahko Ajdovci to izkoristijo. V napadu so sinovi Burje, ki pa so se zapletli, tam ni uspel s preigravanjem Demirović. Wiesinger se lahko vrne na zelenico, spet pa se je z obrambo izkazal Raduha, ki postaja junak domačih. Rak. Še enkrat Kadric, glavo in gol! Tokrat pa tudi Raduha ni imel odgovora. 84. minuta, Haris Kadrić drugič na tekmi, tokrat za 2-2. Ja, ni za mano opozarjal Ivan Kurtošić svojih varovancev, da morajo poskusiti tudi igrati, ampak odločili so se samo za branjenje. Fogec je podal, Kadrić pa praktično tam skoraj da 14 metrov do strela z glavo in kako natančno je tu zadev, žoga je letela pod prečko. In Raduha, ki je tokrat bil prekratek, je lahko samo pobral žogo iz mreže. Petek. Ja, tu je priložnost in kaj so zapravili gostje? Kakšno priložnost je imel Melentijević? Ivan Kurtošić, tekma, na kateri se je zdelo, da imate na pladnju tiste 3 točke, ki jih potrebujete za mir v hiši, pa se je na koncu razpletlo povsem drugače. Lahko bi tekmo tudi izgubili v zadnji sekundi. Kako ste vi videli vse skupaj? Ha, mislim da je baš tako kako ste rekli. Imali smo kontrolu utakmice, imali smo u prvom poluvremenu sigurno situaciju da smo trebali da vodimo barem 3 razlike po šansama koje smo imali, potpuni mir, ono što smo htjeli da igramo. I onda se desi taj crveni karton koji to je malo promenilo naravno tok utakmice, onda smo ostali sa igračem manje, to se naravno osjetilo. Branili smo se, onda smo primili taj gol pri kraju i naravno kada imate igrača manje na terenu, ekipa kao što je Primorje se digne, zna to da iskoristi. Na kraju nerešeno, ne mogu da budem ni zadovoljan ni nezadovoljan. Mislim da smo zaslužili više, ali smo morali da damo još neki gol prvo poluvreme i jednostavno eto, to je fudbal, to je tako, moramo da idemo dalje. Rezultati so tisti, ki nosijo trenerja v nogometu. Ostali ste pri eni zmagi. Kako gledate na to vaše obdobje pri Muri zaenkrat? Pa nemam šta da gledam, jednostavno ja sam tu da radim svoj posao najbolje što umem i znam i drugi su tu da procenjuju koliko je to dobro i tako da jednostavno imam neki mir s te strane, opet vam kažem, jer ne možete da utičete na ovakve stvari na utakmici. Kada se desi crveni karton i kad ostanete sa igračem manje i da onda jednostavno zadržite tu prednost. Malo nam je falilo, par minuta, ali nismo izdržali do kraja, tako da jednostavno ne mogu nikom da zamerim ništa, mislim da smo odigrali dobru utakmicu, mislim da su igrači dali svoj maksimum, jako je teško trčati sa 10 igrača protiv 11 pola sata, ali opet kažem, ostaje žal, mislim da smo trebali da pobedimo danas, pogotovo prvo poluvreme smo morali da damo još neki gol i onda bi to već bila druga utakmica. Nino je prejel rdeči karton od izkušenega igralca, si zagotovo ne želite, da odreagira tam s tistim udarcem z glavo, ampak to je tudi v nekem efektu borbe.
Ne možete ništa ni da mu zamerite, mislim, pa to se dešava u fudbalu. Nema veze da li je to iskusan, neiskusan igrač, to nije namera. Naravno, niko ne želi namerno da nešto napravi, dobije crveni karton, ali jednostavno se desilo. Trenutak nepažnje, greška, mislim, šta radimo? Ekipa je ekipa i kad je dobro i kad je loše. Ono što je najbitnije za nas, mi smo ekipa i kad neko pogreši, momci su dali sve od sebe da izdrže do kraja, da igraju sa 10, tako da, kažem vam opet, nemam šta kome da zamerim. Najlepša hvala. Hvala i vam. Dario Wiesinger, tekma, na kateri ste imeli rezultat, bili boljši, potem ta rdeči karton in zdaj namesto, da bi šli za res dobro razpoloženi na reprezentančni premor, kakšni so vaši občutki? Ja, občutki so zdaj malo razdeljeni. Imeli smo rezultat, imeli smo prvi polčas še neke šanse, da bi zadeli še ker je gol, pol pa ta rdeč karton, noben ni pričakoval, noben sploh ni videl, kaj se je zgodilo. Ampak ja, dobro, zdržali smo, vzeli smo piko, vemo, oni so tudi dobra ekipa, vemo, kako kvaliteto imajo, ali pomembna pika, ne moremo reči, da zdaj gremo nezadovoljni na pauzo, ampak žal je 3 pike. Če gledava na začetek drugega polčasa, morda je tam zmanjkalo nekaj energije, ne? Niste igrali tako kot v zaključku prvega, razlog tudi Primorje, ki se je vse nekoliko popravilo glede na prvi polčas? Pa je, mogoče je, oni so tudi napravili v slačilnici na polčasu analizo, vedeli so, kaj mi delamo, malo so to spremenili, samo po moje tudi ni bilo tako slabo začetek drugega polčasa. Prav je, da smo imeli prvi polčas več priložnosti pa vsega, samo treba nadaljevati z delom in vrnilo se nam bo. Najlepša hvala. Nik, lahko rečeva slab prvi polčas, potem se je za vas dobro končalo, lahko pa bi se še bolje. Vi ste sicer zaključek pospremili z roba igrišča, ampak res izjemna priložnost za preobrat. Kako ste sicer vi videli tekmo 2 različnih polčasov z vaše strani? Ja, res v štartu mislim, da smo šli malo slabše v tekmo, kot smo hoteli iti. Ampak mislim, da proti koncu smo to vzpostavili neko sorazmerje, tako da mislim, da ni bilo tako slabo tudi energetsko z naše strani. Je pa res, da drugi potem polčas s tem rdečim kartonom se mi je odprla lepa priložnost. Samo tako je nogomet, včasih ti da, včasih ti ne da. Mogli bi dati vsaj gol ali pa 2, ampak na koncu žal točka samo. Tudi Radoha je imel izjemno tekmo, danes vas je zaustavljal, prišli ste sicer do prve točke v tej novi zgodovini Primorja na Fazaneriji. Se pa že z vašim trenerjem pred tekmo govoril, da je Primorje letos v povsem drugačnem položaju kot v lanski sezoni. To tudi vi, igralci, občutite, da vas pa ne gledajo več kot nekoga, ki je prišel iz druge lige v prvo ligo, ampak kot resnega konkurenta in to se potem pozna? Ja, res je, zdaj vsak te pozna že od lani, te analizira, smo lani končali na 6. mestu, vsi nas resno jemljajo. Bi pa res, kako ste rekli, in naš golman Pintol in Radoha sta res odlično oba obranila danes, tako da res pohvale obema. Najlepša hvala. Hvala. Milan Željković, začelo se je slabo za vas, pa ste hitro odgovorili, potem, če razdeliva tekmo na 2 polčasa, v prvem vseeno niste našli tiste prave energije, v drugem pa se je zdelo že od prve minute, da so fantje, pa ne bom rekel bolj pri stvari, ampak da so bili uspešnejši, predvsem pri drugih žogah. Ja, začeli smo slabo, se strinjam, hiter gol, to nas je malo vrgalo iz tira, ampak na to smo dobro odgovorili, izenačili. Ja, mogli bomo biti bolj čvrsti v teh duelih. Prvi polčas nismo bili tako, kot ste rekli, drugi polčas smo bili malo bolj čvrsti, takoj se je poznala boljša energija in mislim, da smo zasluženo prišli. Zdaj na koncu, če pogledam, bom rekel, si bi želeli več, ampak točka iz Murske Sobote, ne bom rekel, da je neuspeh. Ja, prva točka iz Murske Sobote za vas, če gledava iz prejšnje sezone, tukaj 2 poraza, ste pa imeli, oziroma je vaš varovanec imel na nogi celo popoln preobrat, tako da zdaj, ko ste se vse nekoliko ohladili, kako gledate na tole točko pa na zaključek drugega polčasa? Ja, nismo zadeli, tako gledam na to. Na koncu je bilo 2-2, zdaj smo imeli na nogi, ja, ni veliko situacij, da bi zaključili, nismo. Gledam na to tako, da moramo še bolj delati, še več energije vložiti v to in mislim, da se bo slej ko prej to vrnilo. Sledi še zaključek prestopnega roka, pa tale reprezentančni premor kot nek verjetno tudi mini ciklus priprav za drugi jesenski del. Koliko si želite, da bi bilo Primorje še aktivno tudi na tržnici?
Seveda si želimo, noben trener si dobrega igralca ne bi branil. Iščemo, sam so pač sredstva so omejena, vsi klubi imajo isti problem, težko je dobiti dobrega igralca, če se nam bo pa kakšna priložnost pokazala, jih bomo pa z veseljem vzeli. Ja, mini ciklus bomo se prvo dobro spočili, na to nas čaka zelo, zelo težka domača tekma proti Aluminiju in zelo, zelo motivirani bomo šli v to tekmo. Miran, hvala in srečno. Hvala vam.